Spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Človek bi se moral Bogu nenehno zahvaljevati za tolike darove, ki jih je deležen v vsakdanjem življenju. Poseben dar za vse nas pa so ljudje, ki jim je Bog zaupal več in jih posadil na posebna mesta, na posebne pozicije, od koder morajo pomagati mnogim. Eden takih je naš današnji gost, sociolog, etnolog, konzervatorski svetnik, kulturni antropolog, poznavalec sakralne umetnosti, pospeševalec edinosti med kristjani, član gibanja Fokolarov in soodgovoren za gibanje Fokolarov v Sloveniji, gospod profesor Silvester Gaberšček, dobrodošli med nami. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi vsem gledalkam in gledalcem. V življenju ni naključij in prav danes, ko sva se dobila na tak način pred našimi gledalkami in gledalci širom Slovenije, je 24. september, god blaženega levantinskega škofa Antona Martina Slomška. Pa me zanima, morda najprej nam povejte, kaj vam osebno pomeni njegovo življenje in delo. Kako ga vi doživljate? Začnem s konca. Želel bi si, da bi ga v našej državi, v našem prostoru, v naši cerkvi imeli ponovno med seboj. Mislim, da tak lik, kot je bil Anton Martin Slomšek, je res velikan naroda, ki je pustil ne samo močno sled, ampak je naš narod duhovno obrazil. Ga je usmerjal k Bogu, ga je usmerjal k ljudem, ga je usmerjal v družbo, v kateri je živel. Mislim, da je bil res slovenski Mojzes. In včasih, kakršni danes živimo, tako na družbenem, kot tudi na cerkvenem področju, mislim, da nam en tak Anton Martin Slomšek manjka. In en izmed čudežev, ki bi ga danes prosil, in po najnem snemanju bom šel tudi na njegov grob, je ta, da bi nam poslal v naš narod enega takega Mojzesa, kot je bil on. Tak, ki nas bo popeljal iz Blatnega dola Šentflorjanske doline in tak, ki bo imel vizijo, kam nas čolnič, tako vernikov kot vseh, peljati naprej v tem razburkanem času. Mislim, da Slomšek je gotovo za obstoj našega naroda izredno pomemben. In večkrat si drznem reči, če ne bi imeli Slomška, mi danes Prešerna verjetno ne bi znali po slovensko brati. Imam zelo rad Prešerna, tudi vse ostale naše literate, ampak tisti, ki je sjal po slovenski zemlji, ljubezen do slovenske kulture, do naše omike, je bil pa Slomšek. V času, ki je bil zelo težek. In čestitke mariborski nadškofiji, ki je dala takega sina, in celjske škofine. In res mislim, da Slomška moramo na nek način notranje podoživljati vsak dan. In na nek način potem tudi biti njegovi učenci in njegovi sodelavci. Poleg njegove prve skrbi glavnega pastirja lokalne krajevne cerkve, ki je bilo seveda pastoralno delo, skrb za duše, je Slomška zelo skrbela vzgoja. Tako je namenil mnogo misli, mnogo napotkov, navodil staršem, vzgojiteljem, otrokom, mladim. Kako gledate na to, na ta njegova navodila takratnega časa in koliko so uporabna tudi še danes? Anton Martin Slomšek je bil zelo življenjski in ni bil ozko cerkveni ali pa klerikalni, če uporabljate izraz. In ni gledal na življenje celovito. Videl je, kaj nam manjka. In če se neprestano ne vzgajamo, potem nismo kos življenju, ker življenje prinaša vedno nove izzive. In res
ob vsem, ker je bil prosvetitelj, bi rekli, in vzgojitelj, je še vedno danes pravi svetilnik, na katerega se vedno lahko znova obrnemo. V današnjem kontekstu vzamemo njegova navodila, jih na nek način upoštevamo, ker ti temelji so tisti, ki ostajajo. Potem zunanjosti se spreminjajo, vendar on je zadev, kaj je temeljnega v življenju. Vzgoja je pomembna na vseh področjih, predvsem pa v medsebojnih odnosih in pri omiki vsakdanjega življenja. In mislim, da Multikulti, ki je pred leti prišel v evropski prostor in cel svet, je omiko nekako zamegljiv. In s tem tudi pristnost vsake osebe, pristnost vsake skupnosti in vsakega naroda. Če sva midva omikana, bo najen pogovor na nekem nivoju, bo temeljil na nekem spoštovanju vrednot. In tle je ključno vprašanje. Kakšne vzgoje pa ste bili deležni vi, v kakšnem okolju ste odraščali? Jaz prihajam iz delavske družine. Bi rekel tudi sem edinec, ker brat je umrl kmalu po rojstvu. In z dveh različnih polov. Oče je predvojni komunist, prvoborec, velik idealist. Mama zelo pokončna borka za resnico in pravico, racionalno verna, zasidrana. In tako da sem rastel med dvema svetovoma. V naši hiši so se srečevali prijatelji in prijateljice po očetovi liniji in po materini. Zanimivo je. Tako da sem še zelo majhen bil deležen zanimivih pogovorov, zelo globokih, takrat nisem vseh razumel, daleč od tega. Ampak pozneje pa, ko vrtim filme v glavi, sem pa hvaležen za to bogastvo, ki sem ga pač doživljal. Seveda, da je bil tudi zelo kritičen pogled z očetove strani na cerkev in vse, kar je bilo cerkvenega. Pri mami pa na vse krivice, ki so bile storjene med vojno in po vojni. Ne? V hiši naši so se vrteli tudi zgodovinarji, literati, očetovi zaporniški kolegi. No, in, ki so bili slovenski pisatelji? Seveda, med njimi Ciril Kosmač, France Bevk in tako naprej. Imam lepe spomine na tista otroška leta, tudi kako so me pestovali eden ali drugi. Ne? Ampak to je v meni vzgojilo veliko kritičnost. Poleg tega imam še v genih puntarske korenine. Ne? In v naših koncih, namreč sem po rodu iz Tolmina, se te dediščine puntarske ne moremo iznebiti. In večkrat, ko življenje je trdo, je to zelo koristno, da se človek zna boriti za ta prava stran. No, kot sem rekel, živel sem v konfliktu med dvema svetovama, zelo kritičen, tudi kritičen do režima, ki je bil, in kritičen do cerkve. Mislim, da edini prostor, kjer sem se počutil na svojem, da sem bil lahko pristen sam seboj, so bile gore, v kateri sem zahajal že od malih nog vsak konec tedna. Imel sem težko puberteto, o tem se ne bomo zdaj pogovarjali, ki mi je pripeljalo v globoko krizo. Lahko bi rekel, eno najhujših kriz, ki jih lahko mladenič doživi, ko bi rad zrušil vse obstoječe v prid resnici, svobode. In hkrati pa tudi sem postal velik pesimist, ko nisem videl več izhoda in smisla, čemu še dati smisla v življenju. In v tem, bi rekel, razpoloženju, končal sem osnovno šolo, sem se srečal z skupino mladih, ki me takoj pritegnila zaradi
vzdušja, ki je vladalo med njimi. Z njimi je bil tudi takratni koprski kaplan, dr. Bojan Ravbar, in ta mladina je šla na taborenje v hribe. Gore je bil pa moj svet in to me je potegnilo, da sem se jim pridružil na prvi namig, ki mi je bil dan, če želim tudi jaz zraven. In tam sem počasi začel dojemati, da krščanstvo ni tisto, kar sem jaz imel v glavi. Da je krščanstvo nekaj živega. Da niso samo obredi, obrazci, kateheze, pravila, ampak da je življenje. In zaradi te novosti, ki sem jo odkril, sem potem tudi se odločil, da grem na ene duhovne vaje v tujino, Dolomite, tako imenovan Mariapoli. Bilo nas je čez 2000 z raznih koncev sveta. In tam sem se jaz srečal, lahko rečem, z Bogom v živo. Prvič. Kaj vas je najbolj nagovorilo? Težko bi rekel, kaj je bilo tisto. Imel sem tretji dan krizo na tistih duhovnih vajah. Ponovadi na duhovnih vajah se zgodi kriza. Človek mora nekaj v sebi spremeniti, ali gre nazaj, ali pa pribije steno. In nekdo je opazil to mojo stisko, ki sem jo skrival. In me je izzval, da sem morda prvikrat iskreno povedal nekaj samem sebi. In to je bilo potem zame doživetje Emausa. Doživel sem njegovo prisotnost. Sem bila tako močna, da je popolnoma spremenila moj dotedanji pogled na svet, na stvari. Tudi na stvari, ki sem jih odklanjal ali se boril proti njim. Naenkrat iz teme postalo vse ena cvetoča pomlad. In v tem duhovnem vzdušju sem potem živel kar nekaj mesecev. Luč se mi je ugasnila na neki priložnosti, ko sem prišel v konflikt, notranji konflikt z neko osebo, ko se mi je obsodil. In takrat je luč izginila. In zame je bila močna lekcija, ki se mi je potem v življenju tudi kdaj ponovila. Po močni luči, ko vidiš več, obstaja večja nevarnost, da padeš v človeško, nekoga, ki po krivom obsodiš, ali tudi po pravici, karkoli. Sam ni več božji pogled na dotičnega ali na neko okoliščino. Sem to doživetje je ostalo vedno živo kot žerjavica pod pepelom, tudi ko sem šel skozi hude, včasih tudi dolge preizkušnje. In to mi ni dalo miru. V tem srečanju z Jezusom lahko rečem, sem tudi zaslutil, kam me želi. In tega sem se potepal. In je trajalo več let, da sem z Božjo pomočjo se uspel napraviti marsikateri korak. Imel sem ogromno hobijev, svoje načrte. Imel sem tudi prijateljico, s katero sem nameravala se poročiti. Cel kup enih, bi rekel, želja in že vizij za življenje. Hkrati pa je bil ta paralelni klic, ki je pa hotel mojo totalno svobodo. Ki je pa bil močnejši. Močnejši. Se pravi, pa je trajalo nekaj let, da imel en dogodek, se spomnim, ko sem bežal pred Bogom, v Londonu sem bil, med enimi počitnicami kot študent, znašel sem se v Sohu in sem se na nek način počutil slabo. Zdelo se mi je, kot da sem zabredel na gnojišče sveta in hkrati sebi zaznal en klic: hodi za mano. Moj odgovor je: pusti me pri miru, večkrat sem že poskušal, vidiš, da ne gre. In to se je ponovilo dvakrat.
In v tretji je nekaj prevagalo v meni. Da, tistem hipu sem začutil svobodo, bil sem 1,5 metra odstav in se mi je zdelo, da imam večjo svobodo kot pa Elizaveta II. In v tem ste morali imeti neko popolno gotovost, verjetno, da ste se odločili kasneje, da ste popolnoma predali svoje življenje z večnimi zaobljubami Bogu, ne, v redu, tako da ste ostali neporočeni. Ker sem videl, da ne morem Bogu uiti, ne. Sicer me je puščal svobodnega, ampak tisto, ki mi je dal doživljati, na prvem Mariupolju, pa potem v Londonu, ne, je bilo premočno. To je bilo kot Pavlov padec iz konja. Se spomnim, po tistem, ko sem prišel domov, je oče zavohal, da se nekaj dogaja v meni. In mi rekel, vidim, da se podaš na eno pot. Ampak premisli, če se čutiš dovolj sposobnega, ti želim vse najboljše. Kaj ti ni lepše, kako ti daš življenje za nek cilj, za nek ideal. Vendar premisli, če nisi dovolj močan, boš da takoj pustiš, ker ne hoče pogoreti za tisto, za kar si se odločil. In potem je nadaljeval, prav v moji mladosti sem bil prepričan, da je komunizem tisto, kar bo rešilo človeštvo. Danes vidim, morda je pa to ta pot, na katero se podajaš ti. In to je bil zame kot očetov blagoslov. Pri mami je šlo trše. Materje pač so bile praktične, vidijo, ko boš star, te nihče ne bo poznal, te bojo pustili. Ne? Ampak potem je tudi ona sprijela in oba sta doživela, če sta žrtvovala enega sina, sta dobila 100 sinov in 100 hčera, ki ti v vseh naslednjih letih, mnogi iz gibanja, raznih starosti, so prihajali k njima na obisk ali pa on na 2 k njim in dejansko vidiš, da evangelij je resničen. In to je bilo tisto pri meni, v tej duhovnosti, zelo močno, da se evangelija ne bere samo, ne razpravlja o njem, ne pridiga njem, ampak se ga živi. Stavek po stavku, ki se ga izbere pač za določen čas, in potem se skuša dnevno sprašati, sem gledal danes skozi ta očala, imam kakšno izkušnjo. In mislim, da če se potrudimo to doživeti, tako živeti, vidimo, da je evangelij resničen. In da obhajalost Božje besedo je tako močno, da ne bom rekel kaj heretičnega, kot je obhajalost Sveto Evharistijo. Moramo pa dovoliti, da beseda pride v nas in da zaživi v nas. Kdaj se je vas v življenju Božja ljubezen najbolj dotikala? To je bilo v mnogih trenutkih, zdaj težko bi izpostavil, izluščil, tudi v eni prometni nesreči, ki sem je doživel, tako frontalno trčenje z avtom ali pa nesrečo v hribih, pa tudi sicer ob stiku z nekaterimi osebami, tudi osebnostmi. Ko začutiš to Božjo bližino, ne, gotovo tudi z nekaterimi karizmatiki, tudi z ustanoviteljico gibanja, tudi z mnogim, recimo tudi z Mater Terezo, ko so se srečala. Neki dan sem našteval, da je že kar nekaj kanoniziranih svetnikov, s katerimi sem v življenju uspel. Biti v osebnem stiku? Biti v osebnem stiku, ne, in se mi zdi, da je tu ena prijateljska skupina. Ki vas sedaj tudi z drugega sveta podpira, ne? Ki obstaja. Ja, še zmeraj, ne? Še zmeraj. To je nekaj čudovitega. Ja. Odkot vaša tolikšna prizadevanja za edinost med kristjani? Vi ste zelo znani ekumenist, ne? Jaz sem se naenkrat znašel v tem, ne da bi imel kakšne koli načrte, cilje, namene, se podajati v to. Morda že v domači župniji, takratni župnik, bil zelo odprt, recimo je pravoslavni skupnosti iz Nove Gorice ponudil eno cerkev, da so se lahko zbirali tam. Še več, moški zbor župnijski je naučil liturgijo pravoslavno, tako da so peli katoliški zbor pri vseh liturgijah, ne, pravoslavnih, in to je bilo eno odpiranje. Mislim pa, da
tako prav življenjska izkušnja bila po času mojega bivanja v Ljubljani, to je v tem mestecu Marinega dela blizu Firenze, neke vrste formacija. In v tej šoli so bili tudi kolegi, kolegice, pripadniki drugih krščanskih cerkva, anglikanci, evangeličani, reformirani. In to, bi rekel, naše vsakdanje druženje, življenje in odnos, ki je bil med nami, je bil močnejši od vseh, bi rekel, razdeljenosti, ki uradno obstajajo. Je bil to ta znameniti Mariapoli? Kaj ti številni duhovniki so v naših oddajah govorili o tem, Ja, kako... to je ta kot stalni Mariapoli, kot mestece na gori, ne? Aha. In ker sem tudi v času bivanja v Ljubljani obiskoval postdiplomski študij v Firencah, sem se tam znašel z kolegi in kolegicami iz pravoslavnega sveta. Glavno so to bili Grki, v pretežnem številu. In sem imel tak ključen je medsebojni odnos. Ko so bili cerkveni prazniki, sem jih povabil k nam v Ljubljano, oni mene na njihova praznovanja. Tako da je res nastalo eno življenje skupno. Potem sem se tudi, prav zaradi teh študentov, sem bil povabljen na eno ekumensko srečanje v Rim. 78. leta, takrat je bil Pavel VI. Se spomnim tega srečanja, kot da bi se to danes dogodilo. Bilo je veliko pravoslavnih episkopov, metropolitov, menihov, bogoslovcev. In iz tega časa tudi izhaja, bi rekel, moje poznanstvo in prijateljevanje s sedanjim romunskim patriarhom Danielom Čiboteja ali pa z carigradskim patriarhom Bartolomejem. Celo, lepo. In ti odnosi so ostali, ne glede na to, da pač je eden postal patriarh, tle eden tam, ampak tudi mnogi drugi. Ne? In to doživeti, kako lepo, ko so bratje skupaj, presega vse, bi rekel, formalnosti, ki nas ločijo. In doživiš, da dejansko cerkev je ena. Kristus je eden. Ravno to bi vas rad vprašal. Je pomembno, kateri cerkvi kdo pripada? Veliko prahu je namreč v zadnjem času dvignila izjava papeža Frančiška, da vse religije vodijo k Bogu. Ali to res drži? Torej, jaz bi ostal prav znotraj krščanskega sveta. Tle mi se pričkamo. Jaz sem Petrov, jaz sem Pavlov. In pri tem pozabljamo, da bi bili Kristusovi. Če smo Kristusovi, bi Peter lahko samo obogati z eno stvarjo, Pavel z drugo, Andrej s četrto, Jakob in Filip, vsak po svoji plati. Ampak bistveno je, da sem Kristusov. In če smo v Kristusu res, brez naših kapric, brez naših ne vem kaj že, činov, če se izrazim po vojaško, Kristus je ustanovil eno cerkev, ne 10 ali pa 300. Kar se pa tiče drugih religij, jaz bi rekel, poti je veliko na goro. Manj zahtevna, bolj zahtevna, ena je severna, južna, vzhodna, pač katerokoli že človek izbere, kateremu bolj prilega, kateri je bolj vajen, samo bistveno je, da pridemo na goro. In na goro je najti se v Bogu. In prav v tem smislu sem doživel zelo močna duhovna izkustva tako z muslimani, z budisti in z judi. Nedavno sem bil pa tudi na eni konferenci mednarodni v Rimu, bilo nas je 480 iz celega sveta, kjer so bili prisotni budistični menihi, potem so bili konfucionisti, šiiti, siki, muslimani, judje in mi kristjani. Morda bo zvenelo pretirano, ampak tistih teden dni je bilo teden dni na gori Tabora. Vsak je ostal tisto, kar je, pa tudi drugačen, ker je bil obogaten z vsem tistem, kar drugi ima. Zelo zanimiva izkušnja. Pogosto smo namreč
opozarjani na nevarnosti, da nas ne bi kdo odpeljal iz staje Rimsko-katoliške cerkve v kakšno svojo drugo stajo, ne? Koliko je za vsakega človeka pomembno, da je tudi odprt do drugih cerkva in verstev? In zakaj bi bilo to? Sam Jezus je bil odprt. On se je družil z neverniki v takratni mentaliteti judovski. Se je družil z, recimo že Samarijani so bili krivoverci. Šel jih je Rimljanom. In mislim, da Jezus je prišel za vse. Ni prišel za neko izbrano kasto ali razred ali izbrano druščino, elitno. Kako pa gledate na to, da nimo na našem programu? Mi seveda smo katoliška cerkev, ne, rimsko-katoliška cerkev. Včasih predvajamo tudi kakšnega protestantskega gosta, kot je recimo bila evangelizatorka Joyce Meyer, ne, ki ima odlično evangelizacijo, ne. Pa tudi naletimo na to, da se kdo v cerkvi spotika ob to, da predvajamo protestante na katoliški televiziji. Prvo vam čestitam za to, da ste povabili. Drugič pa se mi zdi, da moramo pomisliti, kaj pomeni katoliška. To je vesoljna. Nikogar ne izključuje. In če smo ta pravi kristijani, res v duši, v srcu in se k temu prizadevamo, moramo imeti vesoljno obzorje. Moramo biti evangelski, ker smo kristijani. Božja beseda. In drugič smo pravoverni. Torej imamo 3 glavne denominacije krščanstva, rekel, pod isto streho. In vsako stane tisto, kar je. Ne smemo zdaj se iti v bitko, kdo bo koga kam pridobil. Mislim, vemo, kam kdo spada, ne? Ja, in se v tem spoštujemo in cenimo razlike in lepote in vse karkoli. In predvsem si moramo med seboj pomagati. Danes so taki časi, če kristijani ne bomo stopili skupaj, nam bo trdo predla. Že nam pride trda. In tukaj, dragi bratje in sestre, izražamo večkrat to misel, ne? Sam smo vse kaj drugega kot bratje in sestre, prepogosto. Bili ste vodja urada za verske skupnosti pri vladi Republike Slovenije. Takrat ste veliko potovali po svetu. Do kakšnih izkušenj ste prišli o človeku, verniku, ki želi živeti resnico? Torej, človek, ki želi živeti resnico, pa če želim to tudi jaz, potem se najdeva v resnici. In taka izkušnja zame je bila zelo močna, ko sem bil na Kitajskem, v šaolinskem budističnem samostanu. In takrat sveže izveljeni opad malo me vprašal o moji duhovni poti in duhovnih izkušnjah. Smo takrat še svež po pravkar končanem medverskem srečanju Religiji za mir, ki je bilo v Amanu. In sem mu malo prinesel ta program, on je hotel vedeti pa tudi moje osebno doživetje. In bi rekel, jaz sem se znajdel ko v lepoti tudi njegovega duhovnega sveta. In on v mojem svetu. Tam je tudi navada, da če veliki opad nekoga sprejme, v njegovi pagodi, to je bilo 7. pagodi, on sedi na oltarju in gost mora sedeti ob njim na oltarju. In to je častno mesto. Častno mesto, ampak se mi zaglej, to mora biti izziv za vse nas. Kjer ko se srečamo z drugače mislečimi, verujočimi, skušamo ta oltar Božje navzočnosti na svetu prinesti, podoživeti. Ker sta bila zraven tudi 2 varnostnika, kitajska, seveda sta dnevno poročala, kaj se je dogajalo, s kom smo bili. Program je bil točno določen, ampak seveda program je bilo treba tudi dopolniti in spolniti. In pred zadnji dan, ko so bili sklepni pogovori z ministrom za kulturo, po formalnih
izmenjavih darov in podpisov nekih dogovorov, je potem izven protokola sledil še osebni pogovor, za katerega je zaprosil minister. In me je vprašal, kaj meni pomeni živeti po veri. In sem mu povedal mojo izkušnjo. Torej, kitajski minister za kulturo. Ja, in tle je on tudi odprl svojo dušo. Tudi izrazil obžalovanje, da sam tega nima, da ne zna tega prakticirati, da si pa želi zlasti v smislu pripomočka k skupni gradnji miru na svetu. To se vidi, ne, da je pravzaprav nekaj svetega, nekaj božjega v vsakem človeku. Ne? Zelo. Sam moramo to odkriti. Kakšne pa so vaše izkušnje druženj s kristjani drugih cerkva, denominacij? Veliko ste se družili, pravite, s pravoslavnimi kristjani. Kaj ste spoznali, v čem je njihovo največje bogatstvo? Pri pravoslavnih meni je presenetilo nekaj. Za pravoslavne je veljalo, sem tudi živel nekaj časa v Srbiji, tako da sem uživo to doživel, da so neuki, niso šolani, da nimajo katekizmov, da so pridige evangelizacije ob nedeljah skromne ali pa. Mi je presenetilo, kako tudi nek mladenič, pravoslavec, uspe pred nevernim človekom utemeljiti svojo vero. To ni bil en sam primer, to jih je bilo zelo veliko. In če se je znajdel nek katoličan, ki ima vse verouke, osnovne šole in srednje šole, tega ni sposoben prenesti. Ni sposoben pričevati, da je kristjan in kaj mu vera pove. Pravoslavcev, ki nauk pa. In sem si postavljal vprašanje, odkot to? Ne bi rekel, da je bila doma tako močna kateheza, morda tudi, ne vem, nimam odgovora. Ampak mislim, da je poudarek na življenju. Je globoko zasidrano, bodi si to pri Srbih, pri Makedoncih, pri Rusih. Večkrat sem bil tudi v Rusiji, ne? In vsakokrat, ko sem šel znova v Moskvo, sem videl porast vernosti med Rusi. Pri dnevnih obiskih cerkva njihovih. Ne? Torej je nek notranji vzgib in še to bi rekel, pri pravoslavnih je večji poudarek na vstajenju, vstajenskem pogledu na krščanstvo in življenje, kot pa pri nas. Mi, zahodnjaki, smo bolj racionalisti in gremo skozi analize in se pogosto ustavljamo pri križu in mislimo, da je tam vse rešeno. Križ je, obstaja, brez njega ni nič, ampak ne smemo stati pod križem ali pa tudi na križu. Moramo iti čez, ker v bistvu je vstajenje. In pri pravoslavcih to obstaja. Obstaja tudi, rekel, močno dojemanje Svete Trojice. Življenje v Trojici, odnos. In za pravoslavce je odnos zelo pomemben. Pri nas je pa preveč vse klasificirano po regalcih. Koliko ste se pa kaj družili s pripadniki islama in kaj ste spoznali o njih? Tako, tam se je začelo malo že za časa begunske krize, bosanska vojna, ki je bila prvi stiki. In tam sem videl pri mladih, da živijo vero. Ampak res živijo vero, da niso navade in predpisi, ne. Tudi ne nacionalna pripadnost. In pri preprostih ljudeh je bilo to zelo očitno. Enkrat pa, se spomnim, smo šli predstavniki verskih skupnosti, jaz sem jih spremljal na neki izlet in celo pot sva debatirala s takratnim muftijem Grabusom. In tam je bilo zelo močno izkušnje, izmenjava pogledov na življenje. On je bil zelo dober poznavalec krščanstva. Mi je pa tudi zaupal veliko stvari iz njegovega doživljenja sveta, z njegovega zornega kota.
In tam sem videl, da je ta Bog oče, ki je skupen vsem, ne, res oče njega in mene. Da tle vmes ni bodeče žice. Smo bili na ostankih Soške fronte in na tistih jarkih je še veliko žic ostalo takrat, ne. Občutek obeh, mene in njega, je bil pa ta, ne, ampak mi smo čez to. Ni več bodeče žice med nama. In večkrat sem bil deležen kakšnega opomina, ker so videli, da se družim z muslimani, zlasti z njim, tudi strani kolegov. Nekdo mi je celo nekdo vprašal, da se počutim varnega. In meni na kraj pameti ni prišlo, da bi lahko podvomil v kaj, ne. Se je pa zgodilo za časa ministra Pozniča, ko sva šla z ministrom na gradbišče džamije proti koncu, zaradi nekega konflikta, ki je nastal med našim ministrstvom in islamsko skupnostjo. In da bi ta konflikt ublažila, sva se najavila na obisk. In po začetni zadržanosti strani muftija, ker pač mi na ministrstvu smo napravili neko napako, je mufti začutil, da le minister ni tak, kot je on mislil. On je prvo rekel, ja, pridite, ampak to zaradi tebe, ne. In potem smo se začeli pogovarjati o sodelovanju med verami, med sebojnih odnosih, v prid miru. In potem tudi minister Poznič rekel, ja, k temu težimo, to moramo, ne. In se spomnim, takrat me je prijel čez rame mufti, rekel, gledajte, jaz sem za Silvestra pripravljen dati življenje kjerkoli in vem, da tudi on zame. In to prav je sporočilo, ki bi ga radi dali v današnjem času. Moramo ločiti seveda zrno od plevela, ki je na vseh stranih, ne. Na mediju ustvarjajo sliko, da so muslimani nagnjeni k sili, da so mnogi teroristi. Jaz mislim, da tisti, ki to počnejo, niso verniki. Tudi sami muslimani pravijo, da to niso resnični muslimani. To niso, mislim. In spomnim, da če težimo k temu, da gremo vsak po svoji poti k Bogu, se v Bogu potem tudi srečamo. Bog je eden. Ja. Kakšen vpliv pa imajo na edinost med verniki različnih veroizpovedi, razna srečanja verstev, srečanja za mir, kot je bil tudi medverski forum za mir lani menda v Kopru, ne? Mislim, da je to lahko zelo velik prispevek in da je treba samo dati podporo takim spodbudam. Vere so bile večkrat v preteklosti talke politik. Od srednjega veka naprej do danes, ne. In tle se potem oblikujejo ideologije na osnovi verskega prepričanja, ki nima nič skupnega od življenja po veri. In mislim to, da ta forum skliče ljudi različnih veroizpovedi skupaj. Ti ljudje se tam družijo, vidijo, da ni pošast na drugi strani, ampak da je oseba, ki je Bog ustvaril in da je tudi Božja prisotnost v njem. In potem se tudi hmalu zazna, da imamo iste pozitivne težnje pri tolikih stvarih. Dajmo si pomagati. In mislim, da vsi tisti, ki smo bili lani na forumu v Kopru, smo šli domov drugačni. Tudi napetosti, ki so bile med nekaterimi predstavniki islama iz Balkana, pa pravoslavnimi ali pa katoliškimi predstavniki, so izginile. In potem, ko vidiš, da vsak naredi en korak napram drugemu, ne, je to močnejše od vseh, bi rekel, tudi mirovnih konferenc. Ker tle začutiš odnos. Mirovna konferenca išče pa profit, takšen ali drugačen.
neki zaseben interes, ene ali druge strani. Ali pa tretje, ki potem poseže vmes. Kaj bi rekli, na kakšen način more kristjan največ narediti za ekumenizem? S tem, da je pristen kristjan. Če smo pristni, je potem vsako srečanje z drugim, ki ni iz moje cerkve, iz moje župnije, iz moje skupnosti. Smo tudi rimokatoliške cerkve. Je srečanje z Jezusom bratov, sestri iz druge sestrinske skupnosti. Ne? In mi moramo začutiti veselje, ko se srečamo. Da pripadamo drug drugemu. Nenazadnje bomo tudi v nebesih skupaj, ne? Seveda. In v nebesih bomo tisto, kar bomo tukaj začeli. Tako. Morda še malo hecu. Na ministrstvu so me včasih tako v hecu kakšni zbadali, ko so videli, da so prihajali k meni v pisarno in pravoslavni in katoličani, in Katen Škof, pa Tom Pop, pa Mufti, pa vr pa dol, pa evangeličani. Ne? In pred njimi so vprašali, ja, zdaj čegav si, a si papinski, ali si luteran, ali si pravoslavc, ne? In vsi so rekli, ja, naš je, ne? In zame... Vi ste dobili posebno karizmo za to pozicijo, morali ste biti široki, ne? Mislim... Odprti. Odprti moramo biti povsod, kjerkoli smo. Ampak še posebej na takem občutljivem mestu, kot Gotovo. Vi bili postavljeni, ne? Vrsto let ste član Komisije za versko svobodo pri Vladi Republike Slovenije. Kako vi razumete laično državo? Kaj pomeni sekularna država in kaj v resnici pomeni ločitev cerkve in države? Tu je veliko vprašanj. Vsak dan pravzaprav skoraj naletimo na neke težave, naj bo v medijih javnih, na javni RTV, ko se ne predvajajo, denimo sedaj sem zasledil, da preko 5000 mladih katoličanov v soboto v Stični, pa Slovenska nacionalna televizija ni bila sposobna enega prispevka narediti za večerni osrednji dnevnik, televizijski. To se mi zdi nekaj nemogočega, nezaslišanega, tako rekoč. Torej, to je pač odsev dnevne politike, v kateri smo v tem trenutku. Sem zdaj, če se vrnemo k prvotnemu vprašanju, mi ne smemo enačiti cerkve in države. To je že Jezus pokazal, novčič, ne. Čegav je podoben na novcu, ne. Kot institucije države, ampak mi smo država, ljudje, ne? Smo država, ljudje. Jaz bi rekel, izziv je na naši strani. Če bomo res poskušali biti kvas v družbi, potem se bo to poznalo tudi v družbi. Ali pa so. In tle večkrat zatajimo. Smo zatajili zaradi zgodovinskih okoliščin ali karkoli. Jaz vem, da tudi po vojni smo kristjani v svetu, v laični družbi, v vsakdanjem življenju živeli večkrat dvojno življenje. Navzven smo se skušali približati, poenotiti, poistovetiti z okoljem, v katerem smo bili. S tem, da smo zatajili svoje vrednote, svoje, rekel, bistvo. In tle smo bili kot cankar. In to nažalost smo tudi danes prevečkrat. Samo če poskušamo biti pristni in pokončni to, kar smo. Jaz v vseh 30 letih, ko sem bil v vladnih službah, niti enkrat nisem doživel šikaniranja. Kot kristjan? Kot kristjan. Pa so vsi ministri in ministrice vedeli, kdo sem, kaj sem in kako sem. Z mnogimi izmed njih, čeprav so bili čisto drugačnega prepričanja, smo bili in smo še dan danes pristni prijatelji. Se spoštujemo, tudi obiskujemo. Torej, na osnovi vaše drže, spoštljive drže... Kvečjemu so imeli oni težave zaradi mene. Spomnim, ko je bil ne samo en minister ali pa ministrica,
Karen, zakaj mi dovoli, da toliko denarja državnega kanaliziram v cerkev, ne, za obnovo cerkva in spomenikov. Tudi to vas želim vprašati v nadaljevanju. No, se spomnim, kad je bil prav v Nazareh, sva bila s ministrom Pelhanom in tam je pričal mene nekdo, kako dovoliš, ne, da ti ta nosi denar. Pelhan se malo tako nasmejal. Kako veš, za vsak slučaj, nikoli se ne ve, pa je tako pokazal. Tako je menda tudi Josip Broz Tito, ob neki priložnosti sem bral, ko je skupaj s svojim vrhom nekje potoval z vlakom in so se kolegi norčevali iz Boga, on se je pa zresnil, pa je rekel, nihče ne ve. Ja. No, mislim, da tle je izziv na nas, kristjanih, da bi bili pristni, pokončni, ne bojevniki, ne militantni, ampak evangelski. To pomeni, da tudi znati sprejeti kakšno klofuta, udarec ali ponižanje, ne? Ampak ne ostati tam. Ne se zablokirati, zlasti v odnosu do teh oseb. Čeprav včasih je zelo težko. In takrat se moramo zbrati, poiskati moči notranje ali pri zakramentih, ali pa tudi v skupnosti. Če je pretežko, potem lažje dobiti pomoč in podporo tudi v skupnosti, ne? In to se obrestuje. Zelo se obrestuje. In če so uspeli prvi kristjani, ki jih je bila peščica, obrniti rimsko cesarstvo, mislim, da vendar so bili ta pravi kristjani. Bi tudi bili uspešni, ne? Bi bili mi vsi skupaj danes lahko uspešni, ne? Ja. To je to bistveno prizadevanje, za katero moramo res skrbeti, ne? Ker če smo pristni, to vidijo in cenijo ljudje. Gospod Gabršček, vi ste odličen poznavalec cerkvene umetnosti. Kdaj ste se začeli zanimati za njo, za umetnostno zgodovino? Vemo, da je za to potreben poseben čut, ne? Gotovo, da je tudi domače okolje, v katerem sem odraščal, z ljudmi, s kateri pač se družili moji starši in potem tudi jaz. To mi je vleklo, čeprav sem imel 1000 ljubezni, kaj bi rad v življenju realiziral, ne. Eno od teh je bila gotovo tudi zgodovina in predvsem umetnostna zgodovina. Pa tudi etnologija, ker zelo so me zanimale dejansko in sem užival v tem. In se je potem to meni kopičilo. Nisem pa šel študirati umetnostne zgodovine, ker sem skoraj do konca gimnazije imel v glavi, da bi šel študirati medicino. In potem zaradi neke kalkulacije, kje bom pridobil na času, da bi lahko živel moj način posvečenega življenja, sem se izbral eno lažjo, krajšo pot in sem izbral etnologijo in sociologijo, ki ne bi se dopolnjevale, dva pogleda na življenje. Vendar te ljubezni do umetnosti nisem nikoli izgubil. Sem vedno spremljal, se družil s temi ljudmi. Tudi zakonca Cevc sta bila hišna prijatelja. Ne. In tako da... Umetnostna zgodovinarja, ne? Tako in potem tudi mnogi drugi umetnostni zgodovinarji in zgodovinarke. Na tak način sem bil tudi povabljen v službo na Ministrstvo za kulturo za časa ministra Capudra. No in tam pa samo delo me je oblikovalo, dopolnjevalo. Res imel sem to srečo, da sem preko Cevčevih, pa tudi preko moje nekdanje direktorice v Kranju na Zavodu za spominsko varstvo, se spoprijateljil z mnogimi takrat najuglednejšimi umetnostnimi zgodovinarji v našem prostoru. Med njimi je tudi tukaj mariborski Sergij Vrišar, ne. Pa vrsta drugih in veliko smo bili skupaj na terenu, veliko se pogovarjali in tako se je to usedlo vame. Spletli smo mrežo tudi s kolegi in kolegicami iz sosednjih držav in potem vidiš, da umetnostna zgodovina ali pa umetnost sploh ne pozna meja, ne pozna ideologij, ne pozna prepričanj, ker v sebi nosi nekaj, če je umetnost, kar je neminljivo,
In spomnim se ene misli od Ljubičevih na nekem srečanju umetnikov, da je morda umetnik najbolj podoben svetniku. Zato, ker prinese ali da človeštvu tisto, kar je neminljivo. To je duša. Ne? Tako svetnik po eni plati, umetnik, če ta pravi, po drugi poti. Po ministru Capudru, ki ste ga omenili, ste bili državni sekretar kar pri 3 ministrih za kulturo, po gospodu Capudru na Ministrstvu za kulturo. Torej, koliko vam je uspelo v času vašega dela in teh pomembnih pozicij, ki ste jih zasedali v družbi, ovrednotiti slovensko cerkveno umetnost in koliko ste lahko pomagali k njeni obnovi? To so bili časi takoj po osamosvojitvi, ko smo lahko, bi rekel, svobodno pogledali 360 stopinj okoli sebe, brez predsodkov, kakšno je stanje naše kulturne dediščine. Gotovo, da je na tistih, ki je bila najbolj zanemarjena, prav sakralna, ob etnološki. Etnološko zaradi načina življenja, ki se spreminja in potreb, ki so, medtem ko sakralna pa zaradi predsodkov ideoloških. Ne. In mislim, da se je takrat dalo napraviti vseeno približno analizo stanja v deželi. In jaz sem zagovarjal, da je umetnostna podoba naše Slovenije ustvarjena iz mnogih plasti. Od ljudske, visoke, nizke umetnosti, pri kateri tudi sakralna in ima pomemben delež. Mislim, da zelo visok procent v naši dediščini in med spomeniki zaseda prav sakralna dediščina. Čeprav tudi za časa prejšnjega režima je država poskrbela, da je bilo cirka 1/4 sredstev namenjenih za sakralne spomenike. Od vseh, cele pogače za dediščino. To je bilo neko nenapisano pravilo. Smo rekli, zamujeno moramo nadoknaditi vse tam, kjer se da še rešiti. Streho, temelje in smo šli od periferije, od državnih meja proti središču. Vemo, da podeželje se prazni, ljudi je manj, finančna moč je krhka in hkrati pa je tudi bilo to zavedanje pripadnosti lokalnim skupnosti takrat zelo močno. Oblikovali so se lokalne skupnosti, nove občine in obnovljen sakralni spomenik je pomenil tudi eno močno pridobitev za tisto skupnost. In 100 evrov strani države je od domačinov pripeljalo 900 drugih, ne, ker je jih ovrednotilo in so se poistovetili s to dediščino. Tako da smo dejansko uspeli v teh letih 30, kar sem jaz sledil, obnoviti preko finančne pomoči Ministrstva za kulturo 650 sakralnih spomenikov. Niso vsi v katoliški lasti, tle vmes so tudi evangeličanske cerkve, kakšna pravoslavna, tudi samostani. So tudi tle objekti, ki niso sakralni funkciji. Recimo dominikanski samostan na Ptuju ali Žička Kartuzija, Kostanjevice na Krki, ne. Ampak v glavnem prečujejo neko sakralno dediščino, ki so tam nastale. Poleg tega smo v tem času tudi skozi vir popotresne obnove uspeli obnoviti 81 sakralnih spomenikov. In to temeljito, ne samo statiko, pač tudi obnoviti notranjščine z konservatorsko-restauratorskimi posegi. Torej mislim, da je bil kar en lep prispevek strani Ministrstva za kulturo, ne glede na to, kakšne vrste je bila koalicija. Ker smo čutili, to je naše. Spomnim se enkrat, bilo je pred velikim Šmarnom, ko mi je novinar nekaj cerkvi nenaklonjeni reviji prišel prositi za pogovor. Hotel je napisati en članek, v katerem bi pač gotovo izrazil svoje nestrinjanje, da država financira obnovo, ker cerkev je bogata, ker ima toliko in toliko denarja, vse zgodbe, ki jih poznamo. Jaz sem ga nekaj časa poslušal, potem sem mu pa rekel,
skušajte zapreti oči, pa za trenutek odmislite vse cerkve v naših deželi, na hribčkih, v trgih, mestih, na podeželju, kjerkoli, vključno s cerkvijo na Blejskem otoku. Kakšna bi bila naša domovina? Kakšen bi bil njen obraz? Članka ni bilo. In mislim, da se premalo zavedamo, to je naša istovetnost. Istovetnost najprej vsakega kraja, kjer se sakralni spomenik nahaja, je spomenik neke dobe, nekega časa, določenega sloga. Je morda malce nenavaden pojav na našem prostoru, ki je dežela posejena s tolikimi cerkvami. Mislim, da sem še Tirolska se lahko primerjam z nami. Vendar je to naša bit. In spet bom ponovil, kot sem že omenil, ne smemo te dediščine, tega bisarja zatajiti, zato ker je bilo to nekaj iz preteklih časov in ne smemo ponoviti napake, ki jo je naredil Cankar. Ko je zatajil mamo, ko je zatajil svojo istovetnost. To niso samo naši predniki, v teh spomenikih so tudi naši geni. In lepo vzdrževana kulturna dediščina je tudi odraz neke družbe. In če smo pri Somšku začeli, da je dvigovo miko, danes naš odnos do kulturnih spomenikov, profanih kot sakralnih, odraža naš nivo. Hvala vam, gospod Silvester Gaberšček, za vaša tolika plemenita prizadevanja za naš slovenski narod.